Kakšen mraz. Odlično ti gre. Fantastično. Res je lepo. Da je mrza, prav super osvežujoča je. Je? Tjaša, se kaj veseliš današnjega dneva? Ja, zelo se veselim. Zakaj pa? Zato, ker greva v meni osebno najlepši del Slovenije. In to je? V dolino Soče. Tole je pa obvezen postanek na poti proti Kranjski gori, ker tale pogled na Špik je pa res fantastičen. Tomaž ni imel kje parkirati, zato je šel tjale obrniti, jaz sem pa hitro ven skočila, da tole posnamem. Glejte, kako je lepo. A si parkiral? Parkiral sem najdel. Tole pa lepa slikca. Ja. Tjaša? Ja? Pure se že vozva in sem čisto razočaran, ker nekaj nisi opazila. Kaj? Kako imam lepo avto spuca. To pa sem. Si? To pa sem je pa nič ne pohvališ. Takoj, ko sem vrata odprla, sem rekla, to je pa nekaj zdajle. Ampak nisem hotela reči, da ne bi mislil, da si imel prej toliko sranga. A ja, si bila... Razumem. Ja. Na servisu sem ga mu, pa so ga še spucali. Pohvalno. Midva sva na poti na Vršič, pa so naredila en hiter postanek, ki je tukaj glih lepa razgledna točka. Tjaša, bi ti šla tamle čez tistole okno, si ga videla? Sem, ja. Ja, drugač bi, sam če ni preveč zapravo. Ja, lej, tle greš direktno tamle od spodaj gor. Ja, to je pa moraš plezati. Ja, malo pa moreš, ja, pa se ti zdaj zadnje cajte že kar plezaš. Ja, sam ne tako. Po klinih malo grem. Ja, sej klini so. Ja, bi? V glavnem, jaz sem to že bil 20-25 let nazaj in je ful dober, no. In bi tudi enkrat ponovil. Tako da, če boš, zato si moš lahko pridružila. No, super. Evo, Tjaša, žlahta. Žlahta? Glej, kako so te tam male luškane. A jih za pot vprašam? Kot vedno, na Vršiču gužva čez vikende ni enega praznega parkiranega mesta, ampak se midva, Tjaša, greva naprej, ne? Ja. Običajno se tukaj gor lepo ustaviti za kakšno fotko, ampak ni placa. Tjaša tamle že pridno študira. Najem prvi taka zanimiva točka je izvir reke Soče. Tu je kele gor 15 minut. Tukaj je drugač, mislim, da se imenuje koča pri izviru Soče. Zgleda, da nekaj obnavljajo in tlele se naprej. Začne pa lepa pot ob Soči in boste videli, tole je res fantastično in če še niste si to ogledali, si morate ogledati. Tole so začetki naše lepe Soče. Še malo pa bomo pri izviru, drugače pa za Tjašo imam gor eno presenečenje, pa nisem nič povedal. Boste videli, kakšno presenečenje bo to, pa kako bo Tjaša odreagirala. Tole je že zadnji del poti, je majčkeno bolj strm. Je pa tudi jeklenica, da se lahko primeš. Tako da sami precenite, ali tole zmorete ali ne. Ti, Tjaša, boš zmogla tole. Bom. Boš, super. Čeprav zdaj je ena punčka rekla, najbolj nevaren del poti je za nami. Kaj to pomeni? Je, da je tole najbolj nevaren del poti. Še malo, pa bomo na izviru, oziroma videli bomo izvir Soče. Tole je pa tisto presenečenje, ki ga imam za Tjašo. Pri Tjaša. En presenečenje imam zate.
Nisi glih navdušena. Ja, sem. Si. Kdo? Ja. Bomo videli, kaj boš tole rekla. Tole je mečkam bolj tako za poplezati, veš. Sicer ni sile, greš lahko najbolj tudi spodaj, ker je tukaj malo vode, jaz ko sem bil pa nazadnje, pa nisem mogel druge jeti kot tamle. Kar ne bo zdaj nujno jeti. Vidiš tamle, kje je zajla. Tam je pa kar malo hecno. Kar gre, a? Ma dobra si ti, alpinistka, ratuješ. No, sej. Je kar lepo vse skupaj. Tole padeš sigurno ni dober. Mislim, če tole padeš sigurno ni dober. Tudi malo usko je. Ampak kar gre, da vidimo, kako gre naši Tjaši. Gre, Tjaša? Se drži, sem drž se. Evo, pa smo skoraj že tle. Vidim, da je izvir čist prazen. Prazen izvir. Ne škoda, dobro, da še to vidimo. Tu nimaš po mojem velikat možnost videti. Ja, sicer je lepo. Odlično ti gre. Lej, to je to. Ful dober. Ful dober. Ko sem bil jaz nazadnje, je bila dotlele voda, lej, dotlele nekje. Wow. Prav lukna. Lejte, in tudi tle je ta značilna modra barva. Znaš, kaj mi ni jasno zdaj, Tomaž? Kaj? Če ni izvira Soče, zakaj pa Soča še zmeri teče? Veš zakaj, Tjaša? Pet sem, da se boljš vidiš, ker glih snemam, da ti povem. Veš zakaj? Kaj? Zato, ker voda so od spodaj neki kanali in voda po tistih kanalih teče, ker jo je pa več, jo pa dvigne. Okej. Razumljivo. Razumem. No, super. Samo res podobno. Tjaša, drugače tle teče Soča, veš? Ja, si rekel, ja. Ne, tako da zdaj imava to izjemno priliko, da lahko tukaj hodva. Jaz sem tukaj že dvakrat bil, pa ni bilo možno. Tako da zdaj, ko je pa taka vročina, taka suša, je pa možno tukaj po strugi hoditi, kar je tudi po svoje zelo zanimivo. Pa še lažje je do izvira prideti. Tjaša me tle prisila nekje parkirati. Tole so mala korita reke Soče. Lepo zanimivo, Soča verjeten mrzla. No, zdaj reva pa s Tjašo še na unle kamen je predlagala gor, kar bo najbrž res. Kako, Tjaša, tele korita? Vrhunsko. So pa, one velika so pa še bolj zanimiva meni. Ja, ampak že tole je lepo. Lej, unele dol tamle, lej, kje je. Ja. Bi se ti spustila tamle ka po toboganu? Ja, bi se, ja. Ja, pej kaj. Kaj praviš, Tjaša, na tole? Fantastično. Fantastično. Res je lepo, v živo verjetno še lepše, te barve so nore, tako da nimam besed. Se boš šla malo kopati? Majčken bom, ja. Majčken bom. Ti si rekel, da boš tudi skočil tamle iz skalce dol. Bom. Drugače so pa to velika korita, to je drugač konc velikih korit. Midva bo zdaj šla pa vse do začetka. To se gre pa kaj v tistole smer. Glejte, kako je to videti. Vidite, tamle potem rata noter tak oren korita, no, tako da to bomo šli vse pogledati. Kva se pa tako držiš za drevo, Tjaša? Ja, koliko je globok. Ti, če bi se te hotel znebiti, bi rekel, da si tle mečkem predelec stopila, pa da si pala dol.
Ja, ampak mislim, da bi posumali. Zakaj? Ja, ne vem. Jaz bi jokal, tako bi rekel. Pala. Glede, drugače pa tukaj so kar take res prepadne. Glede. Zakaj se pa ti zdaj tukaj držiš za tale drevo? Lej, je pa tukaj fejs globok, pa ko si še ti tukaj, A te strah? bi me lahko porinila, pa bi rekla pol je. Pa itak ljudje vejo, da rad ima vplezan tret, To pa pa bi res. rekli, ja, sej smo vedeli, da bo No, enkrat se to je pa res. Ja, kar Ker to pa počnem, vsi tako je. pravijo, da lezeš pa... Tole je pa res kar grozen. A te ni več strah? Ja, zdaj ne, ker si ti na stran. Ja, no. Tukaj se bojo pa te korita videle najboljš. Sem prepričan, mečkaj se bo mogel stegniti čez, ampak boste videli, wow. Dajte, koliko je to globoko. Še ena razgledna točka. Dober, Kaj tako gledaš, Tjaša, dol? Ful je globok. Je? Neverjetno, poglej. Kaj strah? Ja, malo me gomazi po nogah. Res, fantazija. Tukaj na teh velikih koritih kar ne zmanjka razglednih točk. Glejte, zdaj sem na eni čist taki previstni. Je pa nič nevarno, ker glejte, sem noter v takili luknji in se lahko čez nagnem. Tale pot, ki vodi skozi ob koritih, je ful zanimiva, ampak tudi nevarna, glejte. Koliko je takole globok, če padeš. Kaj si s namenil iti? Ja, to, kar si predlagala. Napej. Pa previdno, da ne bom jaz kriva. Tu pa zdaj pa siguren, da boš. Ker to bojo pa vsi vedeli. Ja, lej. Cela Slovenija. Te spominske kartice boš pol ti stran vrgla po moji, ne? Previdno. Glavno Tomaž gre čist dol proti koritom. Tukaj je res zelo strmo, mogoče na posnetku se niti ne vidi, ampak v živo je že tukaj, ko jaz stojim, mi je kar malo, se mi noge tresejo. Evo, prišel je do tjale. Ni bilo čisto enostavno dol prideti. Tlele dol. Tlele je še malo tako hecno. Razmišljati moram tudi o tem, kako bom gor prišel, ampak nisem, oziroma upam, da bo tukaj dobra lokacija za kakšno fotko narediti. Ali pa tudi, ja, veste kaj pa prijetno toplo, mrzlo, ker vroče je, veste kako. Glejte, fenomenalno je tole. Tle bi se še šlo kopat. Glejte, kako je dober. Wow, noro. Zdaj, ko prišel čist dol, tamle so naprej ful zanimiva korita. Samo se bo to meni tlele ustavilo, ne? Tole je pa najlepši kraj v velikih koritih, saj zame, pač kar sem do zdaj videl. Kakor ste videli, sem nekaj plezal, matral se, pa nisem nikoli prišel do nekaj takole zelo lepega. Tjaša malo pretirava s tem poziranjem. Te ni nič strah? Ne, tukaj pa res niti ne. Tudi če padem v vodo. Se ti to od mene nalezla? Mogoče malo, ja. Drugače pa kaj praviš na tole? Res je lepo. Je, najlepša točka v koritih, velikih. Ker sem trpčen, sem šel še malo dlje in lejte, splačalo se je.
Kaj je tole lepo, lejte. Res neverjetno. Tole tukaj je pa začetek velikih korit. Lejte, tukaj le bi rekel, da se začnejo. Tjaša se gre tam le malo namočiti. In lej, lejte, takole najprej mala korita, tam le gre pa noter v pač bistveno globje postaje vse skupaj. Drugače pa tukaj le zelo lep kraj za kopanje. Zdaj so šla malo nazaj in prečkava tale viseči most. Tudi tle so dobra korita. Kaj, Tjaša? Neka to krukat! Prid malo bližje na sredino. Ne gremo. Zakaj ne? Ja, boš mogla čez prideti. Tjaša, veš kaj predlagam? Kaj? Glede na to, da je ura 1:30, je zdaj glih najbolj ta prav cajt za kopati se. Kaj če bi se šla mi doma na tisti lep plec kopati, ker ne bo sonca, ne bo take Ja, dej gremo, res, da bo pa res prav pasalo. Super, sam brisače, kopalke pa Dobra ideja, greva. Je rekel, da mora iti se malo namočiti prej, zato ker boš skočil v skalce in da ga ne bo infarkt. Tako da... Rekel je, da se je pogumil. Tlele je neki višine. Tjaša me je nasrala, da bom skočil tlele dol. Je tukaj tiščala in tiščala, da sem obljubil, zdaj pa moram. Pa me je ful strah. Pa ne zaradi višine, ampak da me slučajno ne bi infarkt zadel, ker tu je tako mrzla voda, da ne morete verjeti. Če ste gledali un video, ko sem se v izviru reke Cetinje kopal, tu je še manj. Tako da evo, zdaj bi že skočil, pa bi glih. Brzo! Kakšen res? Noro! Ja, še lušno druge snemat pa zajebavati, ne? Ja. Kakšen res, kakšen res. Kako je, Tjaša? Pa ti govoriš, da je mrzla, prav super osvečujoča je. Je? Ja! Koliko časa bi lahko ti takole stala? Mene sploh nič ne zebe. Je, ne? Do kosti. Do kosti. Do kosti. Zdaj gremo pa v Šunikov vodni gaj, pa bo Tjaša malo več povedala, kaj bomo videli. Ja, videli bomo zanimive slapove in tolmunčke, kar je pa tudi zanimivo, je pa to, da imajo te oziroma ta voda neke energijske, pozitivne učinke na človeka, tako da me res zanima in upam, da bo deloval. No, voda ima name res neke pozitivne učinke, ampak tukaj pa zgleda še bolj. No, bomo videli. Kaj praviš, Tjaša, na ta Šunikov vodni gaj? Veš, kaj mi je prijetno, kaj je malo bolj hladno tukaj. Bistveno bolj, ja. To je zdaj, da reka mrzla, ampak ta glavno šele prihaja. Jaz sem enkrat že bil in se spomnim, to je ful slapov in tako naprej, tako da bova kar sledila tem tablam. Evo, to je pa že začetek bolj zanimivega. Tudi tukaj bi rekel ena korita, kanjonček. Si pričakovala kaj takega, Tjaša? Ne, nisem se mislila, da imaš ful dobro.
Je? Dobra točka. Jaz pa ti tu se tle najdla iti. Ja, lej, evo. Pa je res dobro. Wow. In tu greva lahko še tle naprej. Če bo tle šel, da je malo prijem. Lezi. Da vidimo še Tjačo, kako bo šla dol. Polahko, Tjaša, ne zaradi kamere se delati pametno. Wow. Tole je ful dober. Glejte. Bi rekel, kar kompleks nekih joj, vezalka se mi odvezala. Kompleks slapov, bazenčkov. Ful je dober, glejte to. Glejte, in tu se kar nadaljuje. Tale pot po Šunikovem vodnem gaju je prav prijetna, zanimiva. Takole prečkaš kakšen most, pogledaš malo sosesko, slapovčke, pa prijetno hladno je. Še ena zelo lepa točka v Šunikovem vodnem gaju. Glejte, kako je to lepo. Pa tudi ne boste verjeli, kako je prijetno hladno. Pač od vode Tjaši kar odgovarja, da se bo malo ohladila. Kakšna je, Tjaša? Solatka, odlična. Odlična. Samo da ne boš mojega kruha jedel. Ne bom. Ne dam tega. Ne daš mi ga. Jaz sem tu dobil svojo pico. Mislim, da bo malo večja. Si že probala, Tjaša, kakšna je? Ne, solata je drugače v redu. Dobra. Super. Tjaša, kako je bilo kosilo? Odlično, jaz sem se najedla, sem za stavcu dobila za nagrado, ker sem vse pojedla. Lepo, lepo. Tako da super je bilo, hrana odlična, kelnerji prijazni. Kruha, ki sem ga dodatno naročila, mi niso zaračunali. Nisi ga ti naročila, jaz sem tega naročil. Prosti, ja, ti sem naročil, kar je pohvalno. So pa cene tako, niso tako nizke, kot na Štajerskem. Tako je, na Štajerskem je približno pol cenejš. Drugače tukaj, da boste vedeli, pica je 12 evrov, koliko je bila pa tvoja grška solata? Se imam. 9,90. Takele so cene, da boste vedeli. 9,90. Je pa to? No. To je tik pred Tik ob glavni Bovcem. cesti, tik pred Bovcem. Oziroma, ja, za Bovec bi že desno zavila. Tik pred Krožnjem. Ja, tik pred Krožnjem, ja. Tole, ki se peleva, je trdnjava Kluže, kjer se bo ustavila tale pa prletu, kada bi edini bil. Tle se bo ustavila, če bo čez za na konc. Zdaj pa greva, Tjaša, kam? Zdaj greva na Dlog pod Mangartom, ki je en potok Gorejca in tam je nek naravni bazen, oziroma naravni, naredili so en bazen in greva tja pogledat. Ja, kar dobro se obuj, ker zdaj bova še 5 ur hodila. Ja, pol gor prespeval, kako? Se ne. Zdaj greva... Moram reči, da se mi v te vročini ne da teh merel gor dajete, malo vroče, 30 stopinj. Ja, najbolj bi bilo v papučah, a ne, sam to pa ne gre. Kakšen Čeh. Ne, čevelj mora biti dober, ker More sem, ki je vroče. če ne, lahko padeš. Nahajava se v Logu pod Mangartom in glejte, zdaj tole vidim. Tukaj je včasih bila džamija. Jaz sem to že slišal, da je bila, ker pač
v prvi svetovni vojni so se tukaj borili tudi muslimani na strani Avstro-Ogrske in so si postavili džamijo. Tukaj je bil pa en rudnik, evo, Tjaša ga bo obnovila. Ajde. Rudnik cinka pa svinca. A ja? Super. Si že odprla vrata? Nekaj mi je to grozen, kada je not zaprt. Tjaša prav, da tole, ki skozi ropotade, je grozno, kada je nekdo noter zaprt. Bi bilo pa zanimivo je to not pogledati. Drugače pa, si videl, kot le hladno piha, lej. Tle piha 10 stopinj manj. Sam to pa hoče razrekla. Lej, še tu je bila. Skozi ta predor je pod vodstvom komandanta bataljona Hoznar Andreja Borisa skupina. Tjaša je spet najdla eno luknjo. Sam nimava nič za razsvetljavo. Tjaša, kam misliš, kaj je tle? Tukaj imajo pa ovce svoja rezidenca. Aja, tlele noter najbrž. Tukaj živijo. Jaz mislim, Tjaša, da so čist bliz. In voda je, jaz sem se bal, da je ne bo, pa da bo tu prazno. Tako da vidimo, aha, že vidim. Gremo provat, kakšna je. No, zaplavaj. Malo se moram navaditi. Až Avstrala si ga, ki ni skopalko vzela. To ni uvira. Osvožilno. To ni uvira. Ja, pa ne. Tole je potok Gorejca. Skoraj Tomaž je malo zaronil. Pa kar fino tole, veš. Tukaj gor je pa še en, to je pa naravni tolmunček. A je tukaj isto topla? Ne, žabe so noter. O, pa res. Kaj če kakšno pohoda? Bežte žabe, bežte. A je tukaj isto topla? Ja, isto. Ali je pa malo bolj mrzna, ali pa se mi pa sem zdel. Pospešil si. To je pa bolj taka privat, intimna. Če kakšnega pripeleš, greš lahko sem in... Imaš lepo romantiko. Ja. Tole, tukaj je trdnjava Kluže in je v prvi svetovni vojni sta trdnjava Kluže in majčkeno višja ležeča trdnjava Fort Herman, ki si jo bo zdaj ogledala tudi, so nadzorovali celotno Bovško dolino in so s tem preprečevali, da bi udrli v Kluže. Porušena je bila pa v času prve svetovne vojne. No, to je zdaj sicer zaprto, tako da noter ne bo mogla jeti, sem tukaj sediti. No, midva grejo pa tukaj po nekih tunelih. Ne, lej tam le po klinih gor. A, po klinih gor? Aha. Ne, sedaj. Okej. Tisti klini so iz prve svetovne vojne. No, tlej grejo po enem zanimivem tunelu. Jaz sem do konca tunela prišel, tako da ne vem točno, kje je ta Fort Herman. Bo probala najdeti, ne? No, tukaj se res ni dalo prečkati teh krajev. Se pravi, Potelice je sit, če mu nekdo drug to trdnjavo v rokah. No, zdaj nadaljujejo tukaj pot. Tole je ena jama, seveda narejena za potrebe vojne, da so bili se noter skrivali. Not ne bom šel, ker nimam luči, tako da pač jama kot jama. Tole zdaj vstopava v en kar dolg tunel. Jaz sem že bil, pa vem. Gledajte, tukaj za grmovjem je trdnjava Kluže, tukaj je dol reka Koritnica, zelo globoka korita. Kje je luč, Tjaša? Tam gospod 5 evrov izstopnina. A ja, pa je res luč, ne? 5 naprej. A te je strah kač?
Tukaj smo ven prišli z tega rova, saj ni tako zelo dolg, ne. Dobrih 100 metrov, zdaj pa nadaljujemo proti Fort Hermanu. Tukaj pa še nisem bil, me pa prav zanima, kako izgleda. Evo en tak bunkerček, tale si šel noter, tamle so imeli pa topove ali pa mitraljeze ali pa ne vem kaj. In lejte, to smo tik nad trdnjavo Kluže, jo tlele spodaj vidite. Midva pa po mojem imava še enih dobrih 5 minut do trdnjave Hermana. Tole so tudi sledi vojne, neki rovi, nimam luči, tako da naprej ne bom hodil, mogoče je 5 metrov, mogoče pa 500, nikoli ne veš. Ja, pa lejte, tle tuče, tako da tole po mojem so že začetki trdnjave. Škoda, ker nisem razsvetljave vzel, ne, tle čez malo. Drugač pa lepa potka vodil sem le gor, meni je takale všeč. Evo, pa so je najdla. Tole je trdnjava Herman, fascinantna stavba, če mene vprašaš. Komaj čakam, da gre malo noter pogledat. Ne vem, če sem to planiral, da greva tole pogledat. Škoda, nisem luči vzel s seboj, da bi se boljš videlo. Iščem, če so kje kakšne stopnice, da bi gor prišel, čeprav tlele ne zgleda. Gor iz strehe bi bil fini razgled. Tle, ja, čeprav, lejte, zanimivo, so neke. Tle moraš malo paziti, da ti kaj na glavo ne pade. Zanimivo, bi se dalo kako splezati gor. Tle je nekaj, tamle sta dva plezata gor, sam je čist temno, tako da ne grem noter, ker se ne bo nič posnet dalo. Evo, lejte, tlele se bo gor na streho prišlo. Evo, gremo pogledat. Evo, to sem iskal. Tlele bi človek rekel, so kakšne topove imeli. Sam predvidevam, lejte. Ne vem, nisem nič veliko tole naštudiral. Zdaj sem študiran, kako gor prideti. Tlele malo težji, gremo probat pri naslednjemu. Tlele bo pa malo lažji, lejte. Lažji, čeprav ne, vse ne čist lahko. Evo, pa smo na strehi. Tukaj so tudi po moje imeli neke topove. Lejte, tudi rov. Tle prideš nekam, bom šel pogledat. Tle moraš paziti, da dol ne padeš. Ne vem, kje se je Tjaša zgubila. Tjaša? A tam si lej, kje sem jaz. V kul, pa se da gor prideti. Ajde, prid sem pas. Da vidimo, kam se tukaj vidi. Aha, ja, dol proti Bovcu, lejde, tamle je tudi najbolj dobra razgledna točka. Mislim, meni je dober tole. Mi je tudi všeč. Evo, še tlele sem rekel, grem malo pogledat, kje je en rov. Mislim, to je vhod v stavbo, oziroma izhod iz stavbe. Kje si zdaj, Tjaša? Aj ti si dol ne bi mogla priti čist ven, tle ne boš prišla, jaz sem od vzgore dol prišel. Ne boš tle prišla, veš kje, ven moraš priti, pa kje proti Bovcu. Proti Bovcu pa boš gor prišla, lej na to zunanjo steno, proti Bovcu prid.
Greš lahko tudi tukaj ven, pa okoli stavbe. Ali pa se boš kje ven prišla. No, vidite, tle so bile neke stopnice, sem se podrle. Evo, tle je se ven vid. Zanimiva zadeva. Zanimiva. Da vidimo, če se je Tjaša znajdla ali se ni. Tle, če bo kje ven prišla. Ja, tamle moraš iti gor. Pol jaz sem tamle prišel. Nič enostavno, boš sama precenila. No, tle je ful dobra razgledna točka dol. Tle pa še z te strani. Zanimivo. Relativno dobro ohranjeno, kakor najbrž tole 100-letni noben čist nič se dotaknil. Nič, zdaj pa midva Tjaša pa nazaj do avta. Ura je 9:30, midva sva še zmeraj v Bovcu, zdajle krenemo domov. Ja. Tole luč sva si naredila z avtom, pa je kar dobro izpalo, ker drugače bi bila čista tema. Tako da povej, Tjaša, kako je bilo danes? Ja, danes je bil res tak pester, zanimiv dan. Ogledali smo si veliko zanimivih stvari. Kopanje je bilo zanimivo, Ja. tako da tole so res lepi in zanimivi kraji, tako da ful je dober. Bi pa mogoče jaz, če ima kdo možnost, iti med tednom, bi bolj priporočil iti med tednom, kakor pa v soboto, ki je kar precej gužva, ne? Tako na cesti, tako vse posod, kjer sva bila, je bilo kar Ja, tudi veliko parking ljudi, je težko dobiti, kjerkoli Tako, ja. greš. Tako da ja, kar. Drugače pa, kakor ste videli, super. Midva zdaj počasi domov. Zdaj vi pa tisti, ki še niste naročeni na moj YouTube kanal, se naročite. Kliknite samo v rdeč gumb, naročite se, pa potem še zvonček. To sem pomeni, da se vam bo prej kakšen moj video pokazal, ki boste na YouTubu, imate manj možnost, da ga zgrešite. Pa spremljajte naj tudi na Instagramu. Tako, Tomaž ja. je danes par hudih res fotk objavil, tako da Tomaž Gorec ga Tako. najdete, jaz Pa sem Tjaša Zupan Zupan. Tjaša, tako da spremljajte naj tudi tam. Ja, res so kar všečki padali na tiste fotke, Ja. ne, tako da ti se res plača pogledati, pa tudi sej probava tudi lepe fotke na Instagramu objavljati, tako da ja. To je to, tako da se bova poslovila, pa greva počasi domov, ne. Greva proti Ja. domu. Hvala za ogled. Hvala in lepo se imejte. Čau. Adijo.